starejšega življenja, da se še kaj dodatno tukaj naučim. Zdaj, jaz seveda ne vidim demografske slike kot nekega problema. To so pač dejstva in ne vidim nobenega problema tudi v sodelovanju med starejšo in mlajšo generacijo. Daleč od tega vidim kot priložnost in seveda vidim kot izziv. In to, kar smo mi seveda v programih različnih strank, v različnih deklaracijah, ne nazadnje pa tudi v koalicijski pogodbi zapisali, je na nas samo, da to zadevo še udejanimo. Jaz vam v tej priložnosti obljubljam, za mesec marec, za marčevsko sejo Državnega zbora imam jaz pripravljeno poslansko vprašanje, da tisti, ki so najbolj poklicani na tem področju, mislim iz izvršne veje oblasti, tudi kaj povprašam, kaj se dela na tem področju, kjer je zapisano ustanovitev urada za starejše oziroma urada za medgeneracijsko sodelovanje. Jaz mislim, da je prav, da zadeve tudi na nek način institucionaliziramo in širši javnosti, predvsem pa vsem deležnikom pokažemo, da s tem seveda resno mislimo in se bomo s tem resno ukvarjali vse v dobrobit, tako mlajše kot starejše in seveda tudi tiste srednje generacije, kamor se jaz tudi na nek način preštevam. Morda še samo stavek glede demografskega sklada pa pokojninske reforme. Morda nisem najbolj poklican, da v pokojninski reformi tukaj jaz govorim, ker ne nazadnje tudi politika ni bila povabljena, ko se je ta bela knjiga o pokojninski reformi predstavila, čeprav bo politika v končni fazi o teh zadevah odločila. In povem vam, en opaz, ko sem dosledil strani kolega gospoda Tima, da se nekatere zadeve v Državnem zboru itak že naprej dogovorjene in odločene. Veste, ko govorimo o pokojninski reformi, nič ni naprej dogovorjeno in bom zelo občutljiv, zelo pozor na te zadeve in vam povem, da v tem trenutku niti postočko razno zadeva 34 let, ki bi se naj, po tej beli knjigi govorim, vračunala v pokojninsko obdobje za izračun penzije, ne bo šla skozi mene. Temu se bo potrebno pač seveda opreti, ker potem vaše pokojnine pa naše pokojnine niti 500 evrov ne bodo. Ja, in kar zadeva demografskega rezervnega sklada, to pa je ena zadeva, ki je dejansko produkt, bom rekel, sodelovanja sedanjih in bodočih generacij, namenjena pa seveda bodočim generacijam. Moram povedati, da z ustanovitvijo tega sklada kar nekaj časa zamujamo, malo drugače smo si mi to zamislili časovno, pa vendarle, tako pomembni zadevi se splača včasih imeti malo potrpljenja, pa tiste odgovorne prepričevati in uspeti tudi prepričati. Gremo v zaključno fazo, jaz vam lahko povem optimistično, vse tako vidim zadevo, bomo jo, jaz verjamem, do poletja sprejeli v Državnem zboru, za naslednjim letom bo pa začela veljati in se bo naslednjih 20 let kumulirala, tako da bo razbremenitev proračuna in bo seveda tisti garant in v to iskreno in resno verjamem, ki bo omogočala vsem nam, ki smo tukaj v tej sobi, pa seveda tudi širši javnosti, da bodo pokojnine kot ustavna kategorija nemoteno izplačevanje. Evo, najlepša hvala še enkrat, da sem lahko tukaj med vami, da si bom kaj novega naučil in to seveda tudi s pridom prinesel v svoje vsakodnevno odločanje. Vam, kot rečeno, pa reprezentantom starejše in mlajše generacije so moja vrata vedno izmerno odprta. Najlepša hvala. Gospod Sučnik, zdaj pa vse tisto, kar si pričakujemo. Kaj je recept za dolgo življenje? Nisem uvodoma povedal naše temeljne usmeritve ZDUS-a. Pri nas je gmotni položaj upokojencev, zdravstveno, socialno zavarovanje, bivalni standard, potem so pa humanitarni naši projekti in pa izdelavo razvojnih projektov in raziskav, kot recimo mostovi, v Prekmurju na zdravje, podobne stvari. To vse ZDUS počne. In imamo v naši banki, v našem arhivu, kar nekaj prijetnih, dobrih, raziskovanj in s tem se ZDUS ukvarja. Zdaj, za tisto, kar sem pa prej obljubil, ko je bila vprašanje demence in teh bolezni starejših, jaz sem ta recept že zadnjič najbrž na tistem kongresu Desusa povedal, da pravzaprav zahvaljujoč med nami tudi direktor SPIZ-a, gospod Marjan Papež, ki nam
tudi upokojencem nameni svet nekaj sredstev, da vzpodbujamo nekatere aktivnosti za gibalno kulturo, če hočete šport, kulturo in ostale dejavnosti. In kaj zdaj? Osnovna celica upokojencev na terenu je prav, da spodbuja, poleg tistih izletniških, če hočete, pa ne vem kakšnih, je treba skrbeti tudi za fizično in umsko kondicijo teh ljudi. In to je poslanstvo tudi naše, da to spodbujamo, ker recept, ko sem rekel, da vam povedal, je malo take narave, da so kar še malo zasmejal, ampak tako pač je. Da se je treba čim bolj udeleževati vseh aktivnosti na področju gibalne kulture, na področju preko umskih sposobnosti, karkoli hočete, od bralnih krožkov, kulturnih dejavnosti, folklora, ne vem česa vsega, da se s tem bistrimo telo, krepimo telo in duh in pa in preprečimo tam, da bi kaj, da bi šli ljudje, upokojenci, čim manj k zdravniku, čim manj tablet pojedli, čim večkrat doživeli pozitivno usklajevanje pokojnin, čim večkrat dobili pokojnino, da bi dolgo živeli in ustojijo umrli. To je recept. Hvala. Če se še jaz lahko glasim, ne vem, kam me želite imeti. Profesor Izrednik, Ja. on je vodil projekt. Mene zelo veseli, da je naš predsednik ZDUS-a povedal veliko stvari, ki se jaz tudi strinjam. No, jaz bi vam pa rad sam povedal konkretno, kje smo mi projekt Mostovi, kje smo mi vzpostavili medgeneracijsko stanovanje in kako. V drugem delu bi vam pa sam kako žogco vrbil pozno zaposlovanje mladih, zgodnje upokojevanje, kaj mislim, da bi se dalo tu narediti. Prvo, mi smo na široki fronti odprli medgeneracijsko sodelovanje, na osnovnih šolah smo imeli delavnice, na srednjih šolah, na fakultetah. In smo morali nekako zanimirati te učence, dijake, da bi se za to zanimali. To smo dali pa naslov, izobraževanje in zaposlitve mladih. Aha, kaj smo pa mi tam naredili? Ja, mi starejši, nas je kar nekaj tudi stroke, smo jim povedali, kakšna je bila naša pot, pa kaj mi mislimo o izobraževanju pa zaposlitvah. In smo jih nekako jim razlagali, da na področju gospodarstva, kadrovo praksi, rabimo zelo veliko inženirjev ali pa tehničnih. Pa manj družboslovcev, pa jaz nimam nič proti družboslovcem, da nam boste kaj me narobe razumeli, ampak pri nas je razmerje 2:1. 2 družboslovca na enega naravoslovno-tehničnega. Pa smo jim pa mi naša lastna izkušnja povedali, imamo nekaj inženirjev strojništva, gozdarstva, imamo tudi celo bivšega rektorja univerze v Ljubljani, profesorja Pejovnika. In smo jim naše izkušnje naredili. Pa smo naredili anketo anonimno in pogledajte, po osnovnih šolah, ki še niso nič razmišljali, kako bi jo zbrisali kam na lažjo situacijo, so napisali, da se jih 70% zanima za bolj tehnične poklice, pa ne samo strojništvo, ampak vse ostale, ki so potrebni gospodarstvo. Pa smo naredili 5-6 intervjujev z uspešnimi podjetniki, ki so skoraj od nule prišli nekam. Pa so, to imamo vse dokumentirano, nekaj ste videli tukaj na sliki. Pa smo jim pa tudi to posredovali. No, te uspešni podjetniki je pa takole, nekateri so začeli skromno, pa so zdaj močni, uspešni, izvažajo in tako vam lahko povem, kaj se pa s temi podjetniki zgodi, ko grejo v penzijo. Ja, kar naprej še delajo, družinske kmetije pa tudi še kar naprej delajo, ampak ne dobijo za to uradno nič plačano. Ta problem je tam rešen. No, tisto žogco, ki bi jo pa jaz vrbil, kaj bi morali narediti, mi smo naredili nekaj pri animaciji mladih. Jaz mislim, morali bi vsekakor doseči, da se mladi zaposlujejo prej. Kako se bi pa to dalo narediti? Ja, pogledajte, če smo čisto odkriti, kar velik del mladih je kar študirali,
ko so pa končali, so pa rekli, ja, za tale denar pa jaz ne bom delal. Ne vem, ali lahko to država reši, zakaj so pa študirali. Ja, naš šolski sistem je blag, imate vse mogoče možnosti, zdaj zaostruje ministrstvo, imajo ponavljanje, pa te reči, ne. In tukaj, po moje, je malo krivde na tem načinu. Drugo pa, vsi veste, tudi v praksi, da, poslušajte, praktičnih znanj imajo naši s faksom malo, premalo, ne. Dualni sistem bo zdaj skušal tle nadoknaditi, ampak to bo zdaj trajalo. Ker pogledajte, jaz bi pa takole rekel, kot star šolnik, jaz sem bil na faksu v Mariboru dolga leta, pa to za industrijo sem delal, pa v Angliji sem bil v industriji. Če smo čisto odkriti, ne, a boste vi vzeli enega, ki študira strojništvo ali pa eno vedo, ki 3-krat dalj rabi kot pa normalno. Ja, jaz kot podjetnik bi ga težko vzel, bi pogledal, kaj je vzal. To se pravi, tole zaposlovanje je treba nekaj narediti. Ne? Pol pa drugo vprašanje, če imate vi nekoga mladega, ki je 5 let nezaposlen, ja, težko se bo navadil nazaj delati. To je problem. Delno je šolski sistem malo šel v napačni smeri, ki se zdaj popravlja. To je to. No, zdaj pa zaposlovanje starejših vam pa kar lahko povem. Tisti, ki so bili agilni, so še naprej agilni. Ne? Ali so podjetniki ali kmetje, še kar delajo naprej. Ne? Mislim pa, da upokojenci sem pa tja, bi pa kakšen še kaj malo delal, pa nekaj malega zaslužil, pa ne velik. Ne? To bi bilo tudi fajn, ne? Da bi imeli tam neke stvari, ki bi jih ne delali s polnim časom, ali pa pogodbeno, bolj zato, da se družimo, ne? Medgeneracijsko. To bi bilo treba narediti. No, pri mladih je pa po moje, pogledajte zdaj, meni je profesor Pajovnik enkrat rekel, da je zdaj 10-15 teh upisanih na fakse manj, ker se ne da več dvakrat ponavljati. Ne? Pa verjetno tisti, ki ste malo na ministrstvih, veste, kaj zdaj delajo, tisti, ki ne morejo še enkrat ponavljati. Gospode, jaz sem prosila, če počasi zaključujemo, pa se še vidi tam roke, tako da ne bo kdo užaljen, da ni dobil priložnost. To je še zmeraj problem, ampak se rešuje. Ne? Mislim, da povedal sem vse, kje bi bilo treba mlade čim prej spraviti, da delajo. Čim prej. V enem letu, ne v 5. Ne? Drugače pa v ostalo ste vsi zelo lepo povedali, naš predsednik, tudi ostali, jaz sem vesel za te vse informacije. Čeprav mislim, da pri nekaterih stvarih moramo reči tudi Bogu, malo smo se okrog vrteli, to je problem, to je problem, to je problem. Treba reči, tole moramo narediti. Tole narediti, pa ne čakati predolgo, ker tisti, ko so zdaj rastejo gor, bojo nekoč za penzije služili. Hvala. Hvala tudi vam, vaše razmišljanje, vaš prispevek. Gospod Kampel, na kratko, mogoče se navežemo na gospoda. Zakaj mladi danes tako pozno prihajajo na trg dela? Ali je to pomanjkanje neke vseživljenjske karierne orientacije, neustrezna implementacija bolonjske reforme, ali so kje drugje razlogi? Ja, vse pomalo verjetno. Kombinacija vseh različnih anomalij, ki so se nam zgodile tako v izobraževalnem sistemu, kot tudi potem na trgu dela danes dajo te rezultate, da mladi kasneje vstopajo na trg dela. Zagotovo pa je veliko temu prispevala ekonomsko-finančna kriza, ki je takrat mlade v prve v vrsti praktično pregnala oziroma jim zaprla vrata na trgu dela. Tako tisti, ki so že bili zaposleni, so bili prvi, ki so ostali brez služb, hkrati se pa za tiste, ki so prihajali na trg dela, vrata zaprla. Pomembno je, da je ta vseživljenjska karierna orientacija prisotna, da se začne čim prej, da mladi pri sebi začne prepoznati tiste potenciale in pa ideje, kaj želijo v življenju početi in pa da se potem znajo tudi temu primerno vključiti na trg dela. Pomembno pa je tudi, da začnejo tudi že tekom izobraževanja pridobivati delovne izkušnje, bodi si v obliki praks, bodi si v obliki pripravništev, kar jim bo zagotovo olajšalo vstop na trg dela. Hvala lepa. Že prej sem videla tudi tam roke čisto od zadaj, da ne bo gospod zameril. Pa prosim, ni ga več. Potem pa gospod Papež, vas naprosimo, da nas pregovorite nekaj besed tudi vi. Lep pozdrav vsem prisotnim in čestitke za organizacijo tega srečanja. Mi smo tudi že sodelovali z Mladinskim svetom Slovenije
Tako da me res veseli, ko je gospod Kampel imel napisano medgeneracijski konflikt pa vprašaj. Pred časom, pred par leti so mediji, ne vem, včasih hočejo kakšno pompozno zadevo, spraševali mlade, ali boste plačevali za starejše, za penzijo. So rekli ne. Sem rekel, zakaj pa niste vprašali, ali bojo za svoje mame, detke, babice, očete plačevali, bi bilo čisto drugače odgovor. Jaz ne vidim tega konflikta, je pa pomembno sodelovanje. Različne smo dejansko te generacije. Starejši zaposleni, tukaj imamo še tisto miselnost nekateri, da nekdo, ki je 50 ali 55 let, da je že za penzijo, ampak če pogledamo, zdaj tisti, ki je študiral, tudi včasih, ko jaz sem v vlogi, da zaposlujem, pa mogoče reči, ta je pa 55 let star, on mora še 10 let delati. Pravi, lahko, ne lahko, ampak tudi mora še marsikaj dejansko postoriti. Morda še za belo knjigo. Jasno, je bela knjiga za mlade tista oddaljenost, ki je še daleč. Ampak glavno, kar je pri tem, kar smo pa večkrat poudarjali, ni zdaj pomembno te, ki vstopajo v zavarovanje, ali se bojo te čez 50 let upokojevali pri 65 ali 66, ampak da ostane medgeneracijska solidarnost, ta medgeneracijski dogovor in tukaj je treba mlade vključevati. Jaz sem se na tem področju prizadeval, ravno kar je tudi bilo razpis za nov mandat in sem tudi noter napisal, da govorimo velikokrat, in sem vam tudi to povedal, in se tudi prizadevam, govorimo, ja, mladi se ne zanimajo, ne sodelujejo. Ko bi bili pa radi vključeni v ekonomsko-socialni svet ali kakšne organe, ja, čakajte, tam pa ni prostora za vas, in sem napisal, Zavod za pokojninsko, zdaj še posebej, ker preko študentskega dela se plačuje. Zavod za zaposlovanje, tam je tudi potrebno. Zavod za zdravstveno zavarovanje, ne nazadnje demografski rezervni sklad. Kdo bo največ prispeval? In dajmo jim tam tudi potem dejansko vključiti. Se pravi, ta sodelovanja podpiram in tukaj je, kot je izhajamo iz družine, je vedno dobro, da je to sodelovanje in tudi v samem družbi je to pomembno in lahko samo pozitivne učinke prenesemo. Lansko leto, nekje v maju, sem bil v Mariboru v enem domu pokojnicov, Danice Vogrinec, kjer so imeli klub 100-letnikov, prišlo je 800-letnikov, pa so eno vprašali, kako pa je, kakšen pa je recept za dolgo življenje. Je rekla, bolj skromna hrana, pa ne se sekirati, pa če kdo kakšne neumnosti govori, ga ne poslušati. Tako da so različni recepti, ampak ona je imela, se pravi, bila 105 let stara. Pa mogoče še enega so pa vprašali, zakaj, ko je bil moški star 105 let, zakaj si ne omisli še kakšno mlajšo, ker je dve ženi sta, ker je bil to vzdržal. Rekel, ja, če bi mi, kot name pokazal, direktor dal 300-400 evrov več, pa bi si lahko tudi to prvošel. Tako da je vse dobro in dobro medgeneracijsko sodelovanje nam želim. Hvala lepa za prispevek in dobre želje. Eden najbolj uspešnejših projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja je pa prav gotovo projekt, ki ga izvaja Simbioza. Tjaša, sem že videla prej, da si dvignila roko, tako da te prosim kar za mikrofon je tam za tabo, da nam spregovoriš tudi ti nekaj besed. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Tjaša Sočan, prihajam iz Simbioze. Torej, kot ste že omenili, smo primer dobre prakse. Namreč mi smo pionirji na slovenskem prostoru, kar se tiče medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Kajti že 6 let izvajamo program, ki smo ga razvili sami, torej s pomočjo generacije Y in znanja, ki smo ga pridobili v slovenskem izobraževanju, smo razvili svoje kurikulume za e-opismenjevanje starejših, ki vsekakor poudarja to socialno vključenost, seveda s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja. To v praksi pomeni, da mladi izvajajo in učijo te programe e-opismenjevanja po celi Sloveniji. Trenutno, kar delamo, prisotni smo v osnovnih in srednjih šolah po celi Sloveniji prek projekta Simbioza šola. Torej, tu so vključeni učenci od 10. leta naprej, tako da sem vesela, da je gospod Sušnik omenil
sodelovanje učencev, ki ga mi že izvajamo in iz terena dobivamo tudi neverjetne odzive in zgodbe, kar smo seveda vedno veseli, neposrednega odziva. Potem pa tudi izvajamo vse slovenske akcije. Recimo samo lansko leto smo v akcijo Simbioza giba, ki podarja medgeneracijsko gibanje in šport, vključili 22.000 Slovencev, kar seveda ni zanemarljiva številka. In na podlagi tega lahko povem, da imamo že kar konkretne praktične izkušnje in bi v bistvu komentirala dve zadevi. Prva je v bistvu, kar je navedel Tin. Se strinjamo s tem, strinjamo se z Mladinskim svetom Slovenije, da je premalo vključenosti deležnikov, ki delujemo na tem področju, v neke nacionalne zgodbe, oziroma zgodbe, ki jih ustvarjajo nacionalni deležniki in potem vplivajo neposredno na vse nas. Torej, želeli bi si tu seveda večje vključenosti in škoda, da je gospod Pogačar že moral odhiteti, ker je v bistvu to nagovor zanj. Potem druga stvar bi pa komentirala vključenost mladih na trg dela. Seveda so razlogi, ki ste jih navedli, v bistvu vsi do sedaj so relevantni, ampak kar smo mi opazili pri svojem delu, torej mi smo izhajali iz tega, da rabijo starejši pomoč pri e-vključenosti, pri socialni vključenosti. Kar smo pa opazili, je pa to tekom časa, da mladi v bistvu, da jim nimajo naprednih digitalnih znanj in kompetenc. Se pravi, da v bistvu v osnovi poznajo neko recimo računalniško pismenost, nimajo pa poglobljenega uporabnega znanja, ki ga trg dela potrebuje. In zato smo v bistvu zaradi potrebe trga začeli sočasno z programom za starejše razvijati tudi napredne programe za mlajše generacije in tako imamo že zdaj kar nekaj let v bistvu prek te evropske kampanje E-Skills for Jobs, smo nacionalni nosilec te kampanje bili za Slovenijo, kjer v bistvu poudarjamo, kako pomembne so te digitalne kompetence za vključevanje mladih, ker potem, ki jih nažalost ne dobijo tekom izobraževanja in si jih pač morajo iskati na neformalnih izobraževanjih. Tako da k temu, kar ste že omenili, bi dodala še predvsem pomembnost teh digitalnih veščin oziroma e-znanj za mlade, ker, kakor ste vi omenili, družba napreduje, trg dela se spreminja, se digitalizira in mladi, če se želimo aktivno in dolgoročno vključevati, ne smemo iz tega izostati. Tako da to je pa bil komentar na mlade. Hvala. Hvala tudi vam. Gospod državni sekretar se je opravičil, nažalost ga kličejo druge obveznosti, ampak zagotovo mu bomo prenesli vaše komentarje in tudi v prihodnosti opravili še kako razpravo prav na temo vključevanja mladih in starejših v različne organe in procese odločanja. Še kakšna roka? Prosim. Lep pozdrav, moje ime je Anu, prihajam pa iz Zavoda Sopotniki. Mi delujemo na območju 3 primorskih občin, in sicer Divača, Sežana in Hrpelje-Kozina. Pred 3 leti pa smo v bistvu začeli s pilotnim projektom mobilnosti starejših, oziroma začeli smo naslavljati to problematiko, predvsem v ruralnih območjih. Jaz bi samo to rada rekla, da mi delujemo kot medgeneracijski zavod, se pravi, smo prostovoljska nevladna organizacija, prostovoljci so mlajših generacij in vozijo starejše, pač kamorkoli oni želijo. Vse potrebe, kar jih je v resnici, kar jih je veliko, žal z obstoječo kapaciteto ne moramo pokriti, pokrijemo pa pač večino. Jaz bi izpostavila problem ruralno živečih starejših ljudi, ki živijo v oddaljenih vaseh od pač mestnih središč, malih ali večjih mestnih središč. In seveda, mi imamo lahko vse medgeneracijske programe, ki se ponavadi skoncentrirajo v ta mestna središča, ampak če mi teh starejših iz teh oddaljenih vasi ne bomo imeli možnosti pripeljati, bodo tudi programi sami sebi namen.
Zato pač pozivam, da je to izredno velik izziv. Mi smo pač naredili eno tako stvar, ki pač pomaga našim starejšim, zdaj se tudi širimo po Sloveniji, ker so pač v naši praksi prepoznali tudi druge slovenske občine dobro stvar. Tako da to je to, no. Bomo še naprej rastali in bomo še naprej delali veliko dobrega. Hvala lepa. To, kar ste izpostavili, se mi zdi zelo dobro vprašanje in zelo velik problem. Gospod Sušnik, kako v bistvu v te procese medgeneracijskega sodelovanja dejansko vključite te starejše, ki živijo na odmaknjenih krajih, včasih celo nažalost ponekod v krajih, odkudar so se mladi v celoti izselili. Kako njih vključite v družbo? Glejte, res je, da imamo tam na teh predelih, posebno hribovitih, če gorensko povem, Poljanska, Sevška dolina. To ljudje so po zaselkih visoko odmaknjeni od ruralnih področij in tam tudi mi z našim projektom Starejši za starejše imamo kar nekaj logističnih problemov in temu se posebej posvečamo. Res se posvečamo tako, da je naš projekt ni samo za člane ZDUS-a, ampak je za vse člane, ki so starejši od 69 let, ki živijo na nekem področju. Zato naših 3500 prostovoljcev obvladuje to situacijo in skrbno vodimo vse evidence, kaj kdo potrebuje zdravnika, kdaj bi šel v trgovino nabavo in te servise tudi mi delamo. Glede, tako da je dislociranost je hud problem, ampak na nek način ga premoščamo. Sredstev, ki jih pa namenja država za to, je pa vedno premalo in temu bi treba posvetiti več pozornosti. Prav gotovo tudi v okviru prihajajočega zakona o dolgotrajni oskrbi. Jaz mislim, da zakon o dolgotrajni oskrbi vsebine zdaj še ni, obljubljena je v tem trenutku skupina dela na tem zakonu. Jaz mislim, da bi to moglo biti v paketu reforme zdravstva, ta zakon pa še zraven, ravno tako zakon o pacientovih pravicah pa še kršen, mi da zaenkrat ga še ni. Mi še, ampak upajmo na vse dobro, da to bo. Tako da se strinjamo, ta zakon ne bi prinašal to, da bi se čim več ljudi obdržali na svojem domu, tako približno je usmeritev, da se domovi ne forsirajo več, koliko so se nekoč, ampak da bo neka sredstva namenjena, da ljudje preživijo to življenjsko obdobje v okolju, kjer so živeli. Najlepša hvala. Še kako kratko pripomba, komentar, vprašanje. Izvolite, gospa. Hvala lepa, Andreja Turman. Z mladimi se ukvarjam že nekaj desetletij, pa bi mogoče še prisotne pozorila na eno problem, ki ga vidim. Gre predvsem za odseljevanje mladih. Mladih izobraženih takoj po zaključku študija, ljudi, ki bi morali vstopati v slovenski trg dela, ampak vstopajo v trg dela v Avstriji, Nemčiji, povsod. Če imate mogoče kakšno idejo, kakšen predlog, na kakšen način bi ustavili ta trend, oziroma na kakšen način bi privabili te ljudi nazaj. Hvala lepa. Gotovo gre za zelo kompleksen problem, po kateri izmed gostov podal kako iztočnico. Zagotovo je pa to tema, ki je potrebna nekaj globoke razprave različnih deležnikov, tudi kakih delodajalcev, ali koga drugega za tem omizjem, ampak mogoče gospod Kampl seveda, da se vzeli mikrofon. Ja, to, da odhaja po delovna mesta v tujino, je primarni problem ta, da teh delovnih mest ne najdejo v Sloveniji. Zagotovo pa to ni edini problem. Velikokrat je vprašanje tudi zaupanja oziroma poistovetenja z državo, tudi z sistemi, solidarnostnimi sistemi, o katerih smo danes govorili, da v njih enostavno nekateri mladi nimajo zaupanja. In potrebno je vrniti to zaupanje tako v državo, kot v vse te podsisteme, da bo tudi mladi imeli neko upanje, zakaj ostajati doma. Zagotovo pa je primarni problem v ustvarjanju teh specifičnih delovnih mest, po katerih mladi povprašujejo. Pomembno pa je, da tu si država tudi sama odgovori, katera delovna mesta želi v Sloveniji razvijati, katere so tiste panoge, na katerih je konkurenčna. Žal, zaradi naše majhnosti
ne moremo pokrivati segmenta različnih industrij, storitvenih dejavnosti in podobno, ampak nek fokus bi pa tudi verjetno si lahko zastavili. Mislim, da tudi z nekimi referenčnimi točkami, kot naša vlada večkrat govori, da če bi si znali na to odgovoriti, da bi v tej smeri lahko zagotavljali ta potrebna delovna mesta in pa potem v to smer tudi izobraževali kadre. Kar se pa tiče samega problema, izziva, koncepta bega možganov, moramo pa tudi zaradi bivanja v Evropski uniji gledati na ta izziv širše, da ne govorimo toliko o begu, ampak da si postavimo kot izziv, da gre za kroženje možganov in pa da tudi mi mlade iz tujine pripeljamo v Slovenijo, da tudi mi, drugi mladi, ne samo našim, ponudimo tisto, kar morda mladi v Avstriji ne more dobiti, pa lahko dobijo pri nas. Tako da tudi ne samo gledati v okviru nacionalne države, ampak tudi širše regije in pa Evropske unije. Hvala lepa. Nažalost, čas prehitro beži. Jaz sem prepričana, da smo danes opravili zelo kvalitetno razpravo. Zagotovo smo se vsi strinjali, da je medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost izjemno pomembna tema v naši državi, da obstaja na različnih področjih in da se vse procese odločanja morajo vključiti tako mlajšo kot starejšo generacijo. Jaz se vam vseh zahvaljujem, da ste prišli in da ste z nami delili svoje misli. Hvala tudi našim gostom za res dobre prispevke. Ne hiteti domov, v ozadju nas še čaka ena kratka, majhna pogostitev, neformalno druženje. Hvala lepa in nasvidenje ob naslednji priložnosti.